Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v zadnji letošnji klepetalnici oddaja, kjer povabimo goste na pogovor o najrazličnejših temah, imamo danes eminentnega gosta. Namreč Alojz Kovca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, se je odzval po vabilu in tema današnjega pogovora bo seveda dogodki izpred 30 let, tudi termin je ta primeren za tale pogovor, torej priprave sprejetje oziroma podpis sporazuma o enotnem nastopanju do plebiscit in potem seveda tudi praznik, ko je bilo objavljeni rezultati plebiscita, se pravi gre za 26. december, dan samostojnosti in enotnosti. Lep pozdrav najprej v Prekmurju. Najprej hvala lepa za povabilo. Jaz nimam ravno veliko priložnosti obiskati Prekmurje, ampak dejansko se pa na vsako povabilo zelo rad odzovem, ker se v Prekmurju zelo dobro počutim. In tudi moj lep pozdrav vsem vašim gledalkam in gledalcem. Torej, prelomni dogodki, ki danes spogleda nazaj 30 let, verjetno za nekaterega izgledajo drugače, kot pa takrat za nas, ki smo to podoživljali, ni bilo preprosto, ni bilo enostavno, še manj pa morda samo umevno, da smo postavili temelje takrat z temi stvarmi samostojni Sloveniji. To so bili prelomni časi za celoten svet, ne samo za Republiko Slovenijo. Pred tem časom, ko je prišlo do dejansko začetka osamosvojitve Republike Slovenije od Socialistične federativne republike Jugoslavije, se je cela Evropa in tudi širše nekako dojemala tako kot noseča ženska. Vse je bilo napeto, vse je bilo v pričakovanju, Sovjetska zveza je pokala po šivih, v Evropi so bile razne nestrpnosti, Berlinski zid je rezal v tkivo nemškega naroda boleče in dobesedno krvavo. Mnogi ljudje so umirali v želji po tem, da bi se združili s svojci na drugi strani. Veliko je bilo idej, veliko je bilo vrenja, največ je bilo pa strahu, da se vse skupaj ne bi končalo v neki krvavi moriji, kjer bi nekateri poskušali ohraniti stanje, kakršno je bilo, drugi pa v neki želji po spremembah preveč premočno doživeti in izživeti bi lahko sprožili pa dogodke, ki jih potem nihče več ne bi mogel ustaviti. Jaz se spomnim svoje mladosti v tistem času, velikih pričakovanj in pravzaprav sem imel takrat zelo malo strahu, kaj vse bi se lahko zgodilo. In pred dogodki iz leta 1991, ko je dejansko prišlo do tega razpada Jugoslavije, je v naših krajih živelo bore malo ljudi, ki so sploh lahko pomislili na to, da se vse skupaj lahko konča z vojno. Vojna ni bila v naših mislih, niti nismo tako razmišljali. Vsi smo imeli polno nekih domoljubnih čustev, neke želje po spremembi, prepričani smo bili, da nekaj je zdaj pa že končno treba storiti, nismo se pa zavedali, kaj vse to lahko potegne za seboj. No, dogodki so na srečo se odvijali nekako tako, da je bilo za naš narod srečno. In ko se zdaj pogovarjava o tistem zgodovinskem, enkratnem in neponovljivem dogovoru političnih strank, da se poenotijo, da enkrat po 1000 letih vsi Slovenci stojimo pod isto zastavo, jaz mislim, da se premalo zavedamo, koliko napora posameznih ljudi, koliko zaupanja in koliko drznosti je bilo treba, da so se ljudje odrekli nekateri nekim čisto ustaljenim privilegijem, občutku varnosti, občutku stalnosti nekega dogajanja, celo nekaterim vrednotam so se morali odreči, da so se našli na sredi, stopili skupaj in rekli, razmišljamo različno, imamo različne vizije, kam bo ta Slovenija potem šla, ko bo enkrat samostojna, ampak na enem se pa strinjamo. Kot narod bomo ostali skupaj in kakorkoli že slovenski narod si bo sodbo pisal sam. Ni bilo izrečenih tako dramatičnih besed.
Bolj so bile praktični dogovori, kdo bo kaj počel, kdo bo zakaj odgovoren, komu bodo zaupali, komu ne. Eno je pa bilo. Nihče si že takrat vnaprej ni zagarantiral nekih koristi in vsi so šli, govorim o političnih akterjih predvsem, vsi so šli v to zgodbo z neko dozo otroške naivnosti, odprtosti, poštenja. Kam je vse to potem z leti poniknilo, se človek danes vpraša, ampak jaz mislim, da to, kar je pripeljalo do osamosvojitve Republike Slovenije, še vedno živi in tli v naših dušah in srcih. Slovenci smo zelo zanimiv narod. Zlahka se sporečemo, zaradi ponosa zelo težko vzamemo besedo nazaj in potem spori med nami trajajo malo da ne večno. Jaz tako gledam tudi zdajšnjo slovensko politiko. Enkrat eden, drugič drugi izreče kakšno težko besedo in potem se samo še očitki o teh besedah vlečejo za naprej. V resnici pa nihče več ne ve, zakaj so bile te besede kdaj izrečene komu in pod spletom kakšnih okoliščin. Sem pa nekako optimist. Če nam je uspelo tedaj, verjamem, da nam bo uspelo v vsaki situaciji, kjer bi bilo postavljeno pod vprašaj preživetje naše države kot samostojne in kjer bi bila postavljena pod vprašaj usoda naroda. Veste, saj smo res prepirljivci. Dva Slovenca, tri različne misli, ampak kadar gre za res, takrat pa znamo stopiti skupaj. Lepo, da takole razmišljate, prav vi, ki ste nekako cvet, bomo rekli, naše slovenske politike in nasploh ljudi. Rekli ste, imeli smo srečo, gospod Košca, da smo ušli iz te balkanske morije. Ne moremo imeti tega, da se tudi tega ne spomnimo, ker ne nazadnje konec 20. stoletja in se nekaj takega lahko dogodi. Nekako smo mimo tega šli, ampak mene bolj zanima to, naši južni bratje so bili pahnjeni v tole vojno zaradi narodnostnih, etničnih, verskih nesoglasij ali kakorkoli drugače. Zakaj mi te prednosti, ki smo imeli, mi smo iz te osamosvojitve odšli skoraj da nepoškodovani, nedotaknjeni, nismo izkoristili bolj, več čas smo govorili, ko bo Slovenija enkrat samostojna, to bo druga Švica, kje smo pravzaprav zastali, kaj je bilo narobe v tem času, če gledava 30 ali pa 25 let nazaj. No, razlogov je več. Jaz ne želim nikogar obtožiti, niti nikogar opravičevati krivde, da je stanje takšno, kot je. Ampak veste, najprej se je treba zavedati, da Slovenija ni otoček sredi oceana, kjer je vsaka dimenzija naše usode odvisna od nas, naših sposobnosti, naše enotnosti, naših želja, potreb, dogovarjanja. Daleč od tega. Slovenija se nahaja v mehkem trebuhu Evrope. Kaj se dogaja v Sloveniji, ne sekira samo predsednika slovenske vlade, ampak je tudi na delovni mizi predsednikov držav, ki nas obkrožajo in držav, ki imajo v teh krajih svoje strateške interese. Ne nazadnje, čez Slovenijo potekajo zelo pomembni koridorji z vzhoda na zahod in severa na jug. Slovenija je vstopna točka iz Patske nižine proti Panonski nižini in je neke vrste mitnica. In ravno tako med severom in jugom. Torej, ni treba misliti, da smo Slovenci v popolnosti gospodarji svoje usode. Veliko tega, kar se pri nas dogaja, krojijo tudi druge svetovne sile, ki imajo tu svoje interese. Koliko vpliva imajo na nas, je pa odvisno od tega, kako naivna in neenotna je naša politika oziroma kako prebrisana in enotna je, da teh vplivov ne dovoli. Zakaj se je na jugu tako zalomilo in zakaj smo mi tako srečno ušli vsemu dogajanju? Najbrž zaradi tega, ker nihče, ampak res nihče ni pričakoval,
da je slovenska novo nastala državna tvorba bila sposobna organizirati vojaško silo v tako zelo kratkem času in blokirati jugoslovansko armado, da se ni, po vojaško rečeno, razvila za boj. To bi pomenilo nekako tako, kot kmetje, ki zatirajo škodljivce. Če jih zatremo še na začetku, v fazi, ko so še to ličinke, je to veliko lažje, kot če se iz ličink razvijajo metulji in prekrijejo vse smrekove gozdove, potem je pa že prepozno, potem imamo pa lubadarja. In to se je zgodilo v slovenski vojni. Zelo, zelo hitro so bile enote jugoslovanske vojske imobilizirane, preprečilo se jim je, da bi najprej prišli do skladišč, kjer so imeli dodatno opremo in strelivo, niso se mogli razviti za boj po teritoriji, ampak so bili skoncentrirani ali v vojašnicah ali na cestah. In takrat je bila vojna pravzaprav dobljena zelo hitro. Svetovna javnost na te dogodke ni bila pripravljena. Jaz moram povedati, da te države, ki jih imamo mi danes za velike vzore demokracije, pravičnosti, takrat niso bile prav nič naklonjene slovenski samosvojitvi. Te države so lepo stale ob strani, čakale in s praznimi pozivi ohranite mirno kri, ne pretepajte se med seboj, dogovorite se, so bolj pomagale jugoslovanski vladi kot pa Republiki Sloveniji. Šele izvršeno dejstvo, da jugoslovanska armada tu ne more več zmagati, je ohrabrilo potem te države Evropske unije in tudi druge po svetu, da so počasi po vrsti začele prepoznavati, da je tu sedaj zadeva zaključena in da je to Slovenijo na nek način le treba priznati, če ne bo ostalo tako, kot je. Vojska v Sloveniji ne more imeti vpliva, nepriznana Republika Slovenija se pa ne more vrniti nazaj v normalno življenje in tu je stalno nek latentni možni konflikt in eskalacija vojaškega spopada. To je botrovalo, da so nas tako hitro pripoznali in da se je vojska umaknila iz Slovenije zaradi tega, ker ni opravila svoje strateške naloge. No, poučeni s tem blitzkriegom teritorialne obrambe in slovenske policije, se generali jugoslovanske armade niso pustili drugič presenetiti v ostalih republikah bivše Jugoslavije, pa tudi interesi so bili drugačni. Zelo zanimivo je, da se ljudje ne zavedajo, posebno mladi, ki se v šoli niso učili zgodovine Jugoslavije v takšnem obsegu, kot smo se jo učili mi, in niti ne poznajo vsebinsko načina sobivanja jugoslovanskih narodov v preteklosti v tej državni tvorbi, ki se je imenovala Jugoslavija. Bosna, recimo, Republika Bosna in Hercegovina je bila izjemno teritorialno mešana z prebivalstvom različnih narodnosti. To pomeni samo eno. V času po drugi svetovni vojni, ko je Jugoslavija cvetela in se razvijala, ko je v tiste kraje zares prišlo boljše življenje, so ljudje različnih narodnosti in ver čudovito sobivali med seboj. Optimizem je rušil vse meje, kulturnih, verskih, ideoloških razlik praktično ni bilo, ljudje so se veselo mešali med seboj, poročali, ustvarjali skupno prihodnost in to je bila taka ena idila topilnega lonca, v katerem je skorajda nastajala nova nacija Jugoslovanov. Tisti trenutek, ko se je ta socialistična zgodba o uspehu končala z ekonomskim polomom, ko je sledila kriza krizi, devalvacija dinarjev, izguba delovnih mest, skratka hišica iz kart in sanjski svet, kjer smo stremeli samo k lepšemu, boljšemu, večjemu, hitrejšemu, se je kar naenkrat ugasnil. Zbudili smo se v realnosti, da gre lahko tudi in predvsem na slabše. No, takrat je oblast potrebovala nekega krivca za to, da je s prstom pokazala, kaj se je zalomilo. In najprej so pravzaprav v republiške oblasti začele kazati s prstom na zunanjega sovražnika, potem na notranjega sovražnika, ki je bil razredni. To so bile neke
kapitalistične sile, potem nacionalistične sile, no in s temi nacionalističnimi silami si je oblast skopala grob, ljudem pa zagotovila krvi do kolena. Ko je bil nacionalizem prvič na nek način pripoznan kot eden izmed vzrokov razpada jugoslovanskega sistema, se je nacionalizem s tem tudi okrepil. In Bosna in Hercegovina kot najbolj mešana, narodnostno mešana, je postala nek, recimo temu, konfuzni sistem, v katerem so se borili vsi proti vsem. Srbi proti Hrvatom, Hrvati proti Srbom, oboji proti muslimanom in obratno. In ljudje mogoče ne vedo tega danes, ampak mi, ki smo tiste dni, vi in jaz, naša generacija, ki smo tiste dni gledali televizijska poročila, smo vedno znova z začudenjem ugotavljali, da so v srbskih enotah tudi Hrvati, ki se borijo proti svojim bratom, in so v muslimanskih enotah Srbi, ki se streljajo, Srbi na drugi strani. In ne njim, ne nam takrat ni bilo jasno, za kaj gre. Zmešali so se vzroki. Eni so bili ideološki, levo, desno, eni so bili nacionalni, drugi so bili verski, potem pa še kar tako. Če sem jaz sovražil tebe in ti mene in če sta si bili v družini v laseh, sta bila vsak na svoji strani puške. In razumevanje tega balkanskega kotla je po mojem pretrd oreh za zahodne sociologe in vojaške teoretike, ker tam je pravzaprav dejansko razum vzel slovo in zgodila se je sovražnost vsakega proti vsakomur. In ta sovražnost, mislim, da današnji dan ni izginila, ampak samo tli. Težko je bilo vzgojiti sodelovanje med različnimi svetovi in Balkan je dejansko stičišče različnih svetov. Zlahka ga je bilo pa razdreti in zelo težko ga bo zopet popraviti. Upam, vendarle na bolje, ampak če ste rekli poprej, da Evropa ni bila pripravljena na Slovenijo osamosvojitev, bi se pa morala verjetno, če se še vrnemo k temu, kot na koncu te zgodbe, malo o tem, kaj je pogojevalo pravzaprav Sloveniji, da je ostala sama oziroma samostojna, pa bi se tu Evropa že morala bolje nekako organizirati, zahodne države drugače gledati, če so imeli neko izkušnjo iz Slovenije, poprej je niso imeli, ne nazadnje zgodovina se ponavlja, ne nazadnje tudi zahodne sile v času začetka druge svetovne vojne, če gledamo, so gledale, kako je Hitler zavzel priključil Avstrijo, pa Sudete, Čehe in potem šele z napadom na Poljsko so reagirali, poprej pa so to gledale kot nekaj kip ali pa neko popuščanje. Ne nazadnje zgodila se je Srebrenica, zgodil se Vukovar, zgodilo se marsikaj, pa Evropa na to ni imela odgovora. Si ga ni mogla imeti. Najprej ni imela sredstev, s katerimi bi odgovorila, in Evropa tistega časa še zdaleč ni bila tako enotna, kot je Evropa danes. Evropo je skozi zgodovino najbolj tepla neenotnost. Evropa nikoli ni imela enoznačnega odgovora na izzive. Spomnimo se samo vzpona Hitlerjeve Nemčije. Takrat je obstajal načrt poljskega maršala Pilsudskega, ki je predvideval preventivni napad evropskih antantnih sil iz Prve svetovne vojne na Nemčijo, da bi se Hitlerjev vzpon ustavilo. Poučena s krvavo Prvo svetovno vojno je Evropa omahovala. Zamudila je nekaj let in potem Hitlerja ni bilo več moč ustaviti in prvi, ki so plačali ceno, so bili Poljaki. In če pogledate to poljsko tragično usodo odnosov z Evropo, se ponavlja tudi zdaj. Poljaki so tudi zdaj prvi začeli viti roke in dvigati glas nad nekaterimi rešitvami, ki jih Evropa sprejema tako vehementno. In na začetku so bili označeni kot črne ovce te evropske družine, no sedaj pa vidimo, da čedalje več elementov tega poljskega vztrajanja Evropa počasi ponotranja in postajajo del evropskega odziva na mnoga vprašanja. Dejstvo je, da če živiš tam nekje na sredi Evrope,
je občutek varnosti veliko višji, kot pa če živiš na periferiji in mejiš s tistimi, ki ne živijo tako dobro kot Evropa, si tega želijo in želijo udejanjati svoje interese tako in drugače. Jaz bi temu rekel, da biti na robu črede si vedno bolj izpostavljen vetru in mrazu, kot pa če si na sredi črede. Povprečno se pa čreda počuti varno in je zelo dobro, ampak vedno se najbolj pametne živali potrudijo, da so na sredini, druge pač bolj šibke odrinejo na konec. In tako Slovenci moramo razumeti to Evropo. Mi se moramo zavedati, da ne smemo idealizirati in romantično gledati na te, ki jim sedaj pravijo core države Evropske unije ali jedrne države Evropske unije. Veste, to je tako, to je eno tako preprosto ljudsko poimenovanje, ki nam ga poskušajo dati. Kot oče je glava družine, mama je trije vogali pri hiši. Pa Evropa ni družina. Evropa je skupnost narodov, ki se ravnajo po enakih pravilih in po teh pravilih se ravnamo zato, da bi najprej odstranili medsebojne konflikte in jih preprečevali in vsaj v normativnem obsegu dali vsem enake možnosti. Ali če se drugače izrazim, Evropa je en velik boksarski ring, kjer imamo vsi iste barve hlačk in majčk, iste rokavice, je pa velika razlika v teži bokserjev. In nekateri so čez 100 kg, nekateri smo pa peresno lahki. Edino, kar smo mi z Evropo dobili, je pravica, da boksamo na tem ringu pod enakimi pravili. In če mi hočemo med temi težkokategorniki preživeti, ne smemo biti naivni. Ni vse, kar pride iz Evrope, suho zlato. Evropa je zopet presečišče nekih interesov in vsak ščiti svoje. In Slovenci se moramo zavedati, da imamo z core državami nekatere skupne interese, da imamo pa z manjšimi, perifernimi državami pa nekatere druge skupne interese. In nihče od nas ne zahteva, da se odločimo, ali smo tu, ali smo tam. Po posameznih vprašanjih se lahko strinjamo z osrednjimi državami, po drugih vprašanjih, predvsem kar zadeva varnost, zunanje šengenske meje, pa nima smisla, da se pogovarjamo z Belgijo, ker te težave sploh nima. Ima pa velik smisel, da se pogovarjamo pa z državami, ki so na obrobju, na šengenskih mejah in si delijo z nami iste probleme. Slovenska politika se mi zdi včasih tako rahlo naivna. Nekdo misli, če prijateljuje z neko evropsko parlamentarno skupino zaradi nekih ideoloških vsebin, da potem, če ta skupina nekaj predlaga, je to potrebno nujno podpreti, ker je potem to dobro za Slovenijo. Vse ni res. Nič ni črno in nič ni belo. Svet je sestavljen iz odtenkov sivine. In če imamo naše predstavnike v Evropski uniji, ki so bolj na levem krilu, je prav, da podprejo tisto, kar je dobro z levega krila za Slovenijo. In če prihaja nekaj dobrega za Slovenijo z desne, je to tudi na desno stran potrebno podpreti. Tako da jaz tega romantičnega in naivnega pogleda nekaterih evroposlancev ne da ga ne razumem, ampak ga ne sprejemam. Jaz sem bolj za to, da se naši poslanci v Evropskem parlamentu morajo zavedati, da so najprej državljani Republike Slovenije in potem državljani Evropske unije. In da je njihova primarna naloga ohranjati Evropo močno, zdravo, napredno razvijajočo se, pri čemer nikdar in nikoli ne smejo izpustiti iz prve misli interes Republike Slovenije in njenih državljanov, ki smo te poslance tja poslali. Tako da, jaz sem tu zelo pragmatičen politik in se tega niti ne sramujem. Rekli ste, da Evropa zamuja pri sprejemanju nekih odločitev. Problem je v tem, da Evropa čedalje bolj zamuja. Problem je v tem, da je Evropa imela kar nekaj popravnih izpitov, ki jih ni uspela narediti, niti s pozitivno oceno, in temu je sledil Brexit. Za Brexitom bi se nam kaj kmalu zgodilo, da bi v tej situaciji imeli možen odhod še nekaterih drugih držav. Britanci so zelo svojeglav narod, nikakor pa niso naivni in neumni. Jaz ne bom rekel, da razumem njihov odhod, mogoče pa. Britanci so najprej poskrbeli za svoje koristi.
Z njihovim odhodom je iz Evrope odšla tudi najmočnejša vojaška sila. Da bodo ljudje, ki mogoče gledajo to najin pogovor, razumeli, zakaj gre. Veste, če je prej Evropa rekla, da bo zavarovala svojo trgovsko mornarico, ki pluje po svetovnih morjih, je zato imela na voljo angleške letalonosilke, njihova letala in tudi helikopterje in atomsko orožje. Tisti trenutek, ko je Združeno kraljestvo zapustilo Evropo, mi lahko grozimo s patruljnimi ladjami, ki dlje kot od plitvih morij in bližin luk ne sežejo. Italija, Španija sta tu mogoče malo močnejši, Nemčija, ampak to ni nobena resna vojaška sila, ki bi lahko evropske interese branila na svetovnih oceanih. Tako da Evropa je v strateškem smislu postala brezzobi tiger. Ima močno ekonomijo, ima močne trgovske povezave, ampak z ničemer jih ne more braniti, ne more projicirati svoje vojaške sile v obrambo svojega ekonomskega interesa. In na tem, to je prvi izpit, na katerem je Evropa padla. Drugi izpit je izgradnja združenih evropskih obrambnih sil. No, tu je pa Slovenija najprej zgrnila pred vsemi evropskimi državami. Vsi pričakujemo, kako bo ta Evropa za nas varna, kako nas bo varovala. Slovenci pa nismo postavili niti 2 bataljonskih bojnih skupin, ki bi zadostovale za obrambo prestolnice. Kaj šele, da bi sodelovali v evropskih obrambnih silah. In to je debata, ki se te dni vrti po parlamentu, kjer je bil udeležen tudi državni svet. Dejstvo je, da če sam ne poskrbiš za svojo varnost, je ne boš imel. Če se bomo skrivali za hrbtom mame Evrope, moramo vedeti, da mama Evropa ni tako močna in ni tako oborožena, da bi šla kamorkoli braniti slovenske interese. In tu nas v prihodnosti čaka najprej streznitev, da imamo obveznost do Evropske unije in zavezništva NATO, potem pa tudi ena streznitev, da razumemo, da to, če smo se ukrcali na evropski vlak, še ne pomeni, da bodo nas na tem vlaku postregli, da bodo poskrbeli, da nam ne bo hladno in da bomo imeli kje spati. Vozovnico smo kupili, to, v katerem razredu se bomo vozili, je pa odvisno od nas samih. Slabši kot bomo, slabši bo prevoz, na koncu se nam da zgodi, da se bomo peljali na odprtem vagonu. Vračava se 30 let nazaj za nekako ta zadnji del najinega pogovora. Gospod Alojz Koščica, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije. Prineslo nam je seveda razglasitev plebiscita, ki je bil seveda zelo dobro obiskan in tudi seveda odstotek tistih, ki so bili za samostojno Slovenijo, tudi 26. december kot dan samostojnosti in enotnosti. Nekako samostojnost, to dan danes podrazumevamo, čisto normalen pojem. Ne? Vse več pa je govora, recimo, posebno v takšnih jubilejih, okroglih, ko se spomnimo na enotnost izpred 30 let, kaj je danes v politiki, v Sloveniji še lahko beseda enotnost pomeni, oziroma smo enotni ali ne. Rekli ste, če bo prišlo do česa hudega, bomo enotni. Ne nazadnje, kako gledate na to, na tale nesrečni COVID-19, za pričakovati je bilo, da bo Slovence združil, zopet poenotil, pa se mi zdi, da ravno nasprotno. No, najprej bi povedal to, da, veste, ljudje gledajo vedno površinsko na te zunanje dogodke. Gledajo na to, da smo najprej podpisali dogovor o sodelovanju, potem je prišlo do plebiscita, do razglasitve. Ampak veste, kaj tu od zadaj je bilo ogromno miselnega dela. Tedajni politiki in strokovnjaki so izjemno dobro pripravili Ustavo Republike Slovenije, na podlagi katere so bile potem izpeljane vse reforme zakonodaje. In če pogledate, kakšna je bila tedanja ustava in kakšna je današnja in kako se je zakonodaja spreminjala, sploh niso opravili slabega dela. Druge republike, ki so nam sledile, oziroma so se razbile od Jugoslavije v tisti strašni vojni, so imeli veliko manj uspehov na začetku, veliko več porodnih težav. Niso tako dobro opravili svojega dela. Slovenska politika
je odigrala izjemno pomembno in kakovostno vlogo. Ne samo to, da je bila enotna, da je pripeljala do osamosvojitve, ampak je tudi primerno legitimirala to tisočletno željo slovenskega naroda. Sej nihče ni imel težav s tem, da nas je priznal, sej smo zagotovili takoj človekove pravice in svoboščine, sej smo zagotovili reformo pravosodja, zagotovili smo prost trg. To so stvari, ki niso same po sebi umevne. Treba je bilo spremeniti, recimo temu, škatlo, obliko države z vsemi razpredelnicami, v katero spadajo ljudje, gospodarstvo, zdravstvo, sodstvo, varnost. Vse je bilo treba prekrojiti v zelo kratkem času. Tu smo bili Slovenci izjemno uspešni. In zaradi tega je Slovenija tudi obstala. Kje se nam je zalomilo? Zalomilo se nam je pravzaprav tu, da nismo več sledili zahtevan časa. V ustavo smo zapisali pokrajine, jih nismo nikoli ustanovili. Namesto policentrične demokratične oblasti smo dobili izjemno strmo piramidalno oblast, kjer se v centru odloča o vsem in vsačemur. Imamo 212 lokalnih skupnosti, 212 občin, od katerih nekatere niti niso sposobne samostojnega preživetja in so popolnoma odvisne od centralne politike. In od ministra do župana občine z nekaj tisoč prebivalci ni ničesar. Prav nič. In minister kot mali bog odloča o tem, kako se bo v tej občini živelo. In v nekaterih občinah se živi zelo dobro, v nekaterih občinah se živi zelo slabo. To, da imamo mi sedaj politične konflikte in da se v parlamentu dobesedno dvobojujejo, ni samo iskati vzroke v nekih osebnostnih lastnostih voditeljev ali v ideologiji, pač pa tudi v neustrezni državni organizaciji. Ta državna organizacija preprosto vodi v konflikt. Etatistična oblika države, izjemna koncentracija oblasti, velik razkorak med tistim, ki odloča o tem, koliko denarja se bo skozi davke pobralo in kam se ga bo dalo, in tistim, ki ta denar dejansko potem razporejen z njim upravlja, je ogromen. Računsko sodišče nas opozarja, da so lokalne skupnosti najbolj učinkoviti porabniki javnega denarja. Potem pa pogledamo, kako se ta javni denar pobran z davki in prispevki deli. Ja, lokalne skupnosti ga dobijo najmanj, največ ga ostane v centru državi, za katero pa zopet Računsko sodišče ugotavlja, da se najbolj nesmotrno porablja. In ta manjko demokratičnega odločanja pripelje tudi do tega, da zgolj nekaj ljudi odloča o usodi države, o usodi vsakega posameznika, kar se nam nikoli ne bi smelo zgoditi. Slovenija sicer je maloštevilna država in tudi po teritoriji ni ogromna, ampak to ni noben razlog, da ne bi imela vseh tistih demokratičnih elementov, ki jih imajo ostale države, predvsem, ko gre za razpršitev oblasti in večjo mero demokratičnega odločanja. Mene je vedno jeziko tako parcialno gledamo na krivce. Zdaj je kriv pa ta politik, zdaj je kriva pa ona politika, pa ta ideologija. Ne, sistem je tako zastavljen, da ga enostavno ni več moč centralno upravljati. Poglejte samo, recimo, če želimo spremeniti nekaj v zvezi z delovnopravno ureditvijo, zakonodajo na področju dela. Da bi sploh odprli zakon o delovnih razmerjih, je treba imeti izjemno moč v parlamentu, prav vsi se morajo o tem strinjati. In kaj politika naredi? Tega zakona niti ne odpre, ampak določen del pravnih vprašanj z področja dela uredi v nekem drugem, posebnem zakonu in se tako elegantno izogne konfliktu na področju odpiranja zakona o delovnih razmerjih. In je to čudovita rešitev. In ko to politika dela nekaj let in skozi različne zakone, potem je pa nepreglednost in medsebojna soodvisnost teh zakonov tako velika, da če dregneš v enega, podreš še uredbe v 21. zakonu. In takega mastodonta, takega sistema, zavoženega sistema se preprosto ne da upravljati.
Jaz to zmeraj ilustriram z zakonom o vajeništvu. Politiki je uspelo v zakon o vajeništvu uriniti tudi to, da so vajenci lahko odrasle osebe, osebe zaposlene pri tistem, pri katerem se izvaja vajeništvo, osebe zaposlene pri nekom drugem, pa se pri tem izvaja vajeništvo, brezposelne osebe in celo otroci s posebnimi potrebami. In v ta zakon o vajeništvu so še zapisali pravico do letnega dopusta, pravico do dopusta za izobraževanje, ki mladoletnim ne gre, gre zaposlenim, potem pravico do nadomestil, ki gre za brezposelne in še posebne pravice, ki varujejo otroke in otroke s posebnimi potrebami. Vse to urejajo področni zakoni in vse to, kar je zapisano v zakonu o vajeništvu, nadglašuje te področne zakone. In zdaj, če vi hočete spremeniti neko zakon o delovnih razmerjih, morate spremeniti še zakon o vajeništvu. Nonsens, absurd. Če hočemo tej državi dobro, bi morali sestaviti neko vlado, ki bi imela tako predstavnike v svoji sestavi, predstavnike levice in desnice, najti nek konsens, da se naredi ena inventura zakonodaje, da se sistemske zakone dobro prečisti in se v sistemskih zakonih pusti to, kar je za sistemske zakone, to se pravi glavne zakone, v specialno podrobno zakonodajo grejo pa tiste stvari, ki tja pašejo. Sedaj imamo pa miškulance, ki onemogočajo učinkovito vladanje in omogočajo tudi takim marginalnim silam v parlamentu, da igrajo pa najmočnejšo vlogo, ker brez njih pač ne gre. Ker se ne da spremeniti zakona, če nimaš večine. Tako da v to situacijo smo se pripeljali čisto po neki naravni poti, iskanja bližnjic in lažjih rešitev. Sedaj smo pa tam, ko niti ne šteje, kdo je najmočnejša stranka in kdo je najmočnejši politik, temveč kdo se najbolj znajde in uspe drugemu najbolj zakuhati. In tu smo pa Slovenci eksperti. Ljudje si napačno predstavljajo, si mislijo, da tu gre za neke večje, hujše, močnejše, globje interese. Ne, ponavadi gre lahko tudi za čisto pobalinščino. In dokler mi dovolimo pobalinom, da jih volivci pošljejo v parlament in tam počnejo nič drugega, kot igrajo igro, v kateri je pomembno ostati pomemben, ne pa doseči dobro rešitev, do takrat bo to tako. In kot sem rekel, jaz verjamem, da bo kakšna kriza nas streznila in bomo začeli razmišljati drugače. Ko sem se midva danes tukaj srečala, sem imel tak občutek, da se vam zdi, da prihaja nekdo, ki ima odgovore na vse vprašanja, ki nekaj ve. Ne, dejansko ni takega politika. Veste, Slovenci preveč pričakujemo od vsakega posameznika. Mislimo, čakamo nekega mesijo, ki bo znal vse rešiti. Ne, to se danes ne da. Vodenje države je enostavno preglomazen, pretežak, prekompliciran proces. En sam politik pa ena stranka jo ne bo nikoli mogla več voditi, nikoli. Potrebno je sodelovanje. In kar mi potrebujemo je dober direktor kluba in dober trener z ekipo igralcev iz različnih klubov in potem bomo imeli reprezentanco, ki bo to državo lahko popeljala v svetlo prihodnost. Da bi pa vsak vaški klub z vsakim trenerjem, ki je komu všeč, to reprezentanco vodil, to pa jaz dvomim, da je možno. Ni ga med nami, ki bi bil to sposoben, zagotovo ne. Gospod Alojz Škofca, takole simbolično ste zadevo zaključili, gotovo jo razumejo tudi naše gledalke in gledalci. Hvala za današnji obisk. Pogledala sva v preteklost, povedali ste marsikaj zanimivega, tudi za nekatere povsem novega, tudi pore današnjega življenja v Sloveniji ste zajeli. Zato vam še enkrat iskrena hvala, da ste bili naš gost v oddaji Klepetalnica. Še enkrat hvala lepa za povabilo, vsem vašim gledalcem pa želim blagoslovljene praznike, srečno novo leto, ostanite pozitivni v razmišljanju in negativni na COVID-19. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, s tem se končuje tudi naša zadnja letošnja 20. oddaja Klepetalnica. Kolikor bomo še naprej takole dejavni in ustvarjali oddaje, se bomo videli zagotovo tudi v prihodnjem letu. Srečno in vse dobro.